Sem pred Šparom. Dolenjski kuhoznalci so mi poslali seznam sestavin, ki jih potrebujejo za danes. Baje bodo pripravljali tradicionalno posebnost. Super je, ker lahko vse potrebne sestavine dobim na enem mestu. Špar projekt Kuhna pa to podpira že 6. leto. Najbolje, da hitro vse nakupim in pohitim k našim nadobudnim kuharjem. Sem pred osnovno šolo Drska v Novem mestu, kjer me že čakajo naši mladi kuharji, ki bodo danes pripravljali nekaj zelo zanimivega. Živijo? Živijo! A je to učilnica za angleščino? Ne. Ne? Kaj pa? Za gospodinstvo! Aha, a ste vi mogoče kuhoznalci? Ja. A res? Ja. Pol sem pa prav. Kaj bomo danes kuhali? Tovorno potico. Tovorno potico, ja, se vidim. Moko imate, zelje imate, slanino, začimbe, ja, ok, ste se kar dobro pripravili. Res je. Ok, pa spoznajmo ekipi. Vi ste? Potičke. Potičke. Vi ste pa? Mi smo pa bučke. Bučke. Ok, danes bomo pripravljali tovorno potico. To na prvi pogled izgleda kot štrukelj z zeljem, a Dolenjci vedo, da gre za njihovo tradicionalno jed. Torej, naša pravila. To so vaše sestavine, vse, kar potrebujete, ok. Med kuhanjem pa si lahko priborite še kakšno dodatno sestavino. Jaz vam bom postavil kakšno vprašanje in tisti, ki bo prvi pravilno odgovoril, si lahko izbere med dvema sestavinama. Ok? 3, 2, 1. Zdaj pa imam vprašanje, prvo vprašanje, tako da prosim, da vodji stopita naprej. Tista, ki bo prva odgovorila pravilno, lahko izbira med dvemi sestavinami, kisom in klobaso, ki bo za nadev. Povejte mi, kje je tovorna potica dobila svoje ime? Ko so pač tovorili, ko so moški tovorili oziroma prevažali drva, so jim je tovorna potica pač najbolj pasala jed, ker so se najedali. In ja, zato se imenuje tovorna. Bravo, pravilen odgovor. Nastja, evo, kis je vaš. Če pravilno odgovoriš na naslednje vprašanje, lahko dobiš klobaso. Ok? Drugo vprašanje je, kako so včasih kisali zelje? Z nogami so ga tlačili. Z nogami so ga tlačili, ja. Kje pa je bilo to? V kozarci. Ali pa v lesenih? Lesenih skodi. Bravo. Ja, preden zaključite z nadevom, bi vam jaz ponudil še eno sestavino, to je sladko papriko in pa peki papir. Ok, kar stopite naprej. Čeprav vemo, da se jedi, ki jo pripravljate, reče tovorna potica, pa njen izgled spominja na eno drugo jed, ki je prav tako tipična za to regijo. O čem govorim? Štrukelj. Štrukli. Ok, prva ekipa si je s pravilnim odgovorom priborila peki papir, vi pa si lahko priborite sladko papriko. Vse, kar morate narediti, je, da mi poleg potice in raznolikih štrukljev naštejete še 3 tradicionalne dolenjske jedi. Matevž. Ok, Krvavice. krvavice,
Svinjska rebrca. Prav, svinjska rebrca. Krompirjeve hrge. Ok, paprika je vaša. Ptičke, ste zadovoljne? Kaj zdaj, kako se to je? Kako se to, kaj se kar prime cel kos ali? Ne, Zdi se mi prvo. da se odreže malo, ne? En košček. Ok. Mora biti previden ali kako? Malo popiham. Lahko bi se navadil na tole, ampak moram probati še sosedovo. Pa poglejmo. Ok, klepa ne smeš, zdaj sem pa znaš jaz, kaj moraš ugrizniti. Ugrizniti moram. Z roko. Zakaj? Ker se tako je to. Kaj pa, če se bom spekel zdaj, če je vroče pa to? Ni. Ok, ok. 3, 2, 1. A je to morsko? Obe sta zelo dobri. Še dobro, da se ni treba meni odločiti, katera je boljša. Pomagali mi boste vi. Zmagovalno ekipo, ki bo poleg Špar paketa Dobrot dobila še posebno nagrado, boste izbrali vi, drage gledalke in gledalci. Vse, kar morate narediti, je, da na naši spletni strani glasujete, katera ekipa si zasluži zmago. Tako mi boste zelo pomagali, hkrati pa se lahko potegujete tudi vi za super nagrado. Veliko sreče, uživajte in se vidimo kmalu. Adijo! Ja.